pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Navdušujejo me ljudje, ki imajo navdih, ki imajo strast in ljudje, ki so poklicani k svojemu življenjskemu poslanstvu, k misiji svojega življenja in slišijo ta klic in mu dejansko sledijo in ustvarjajo in ljubijo to, kaj delajo in delajo to, kar ljubijo. No, v ta koš dam jaz drugače tudi sama sebe in mnogo naših, pravzaprav vse naše goste, ki prihajajo k nam na kavico, pa na čaj, pa na vodo in še kje. Ampak kar se tiče ustvarjanja nekih duhovnih programov celostne osebnostne rasti in pa pisanja knjig, težko v Sloveniji najdeš dva posameznika, ki sta pravzaprav par, ki ustvarjata za takšno vnemo, predvsem pa, kar me najbolj navdihuje, tako hitro, pa tako kvalitetno. To, da nekdo hiter daje zadeve, izdaja knjige, rihta to, ono, tretje, ponovadi te stvari niso kvalitetne. Pri njiju je drugače. Stvari nastanejo hitro in stvari nastanejo kvalitetno, da se človek že vpraša, a sta to sploh ona dva, ki to ustvarjata, ali pišete samo po nareku in ustvarjate po nareku. V naši družbi sta Kristi in Mihael Žmakar, lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala, da ste se odzvala našemu povabilu. Vem, da je ravno jesen tist čas, ko najbolj ustvarjata nove programe, filata tečaje in vse, kar dejansko ponujata. Letos pa sploh, glede na to, da imata čist frišen, svež, prenovljen duhovni atelje. Ja, res je. Duhovni atelje. Kdo od vaju se je spomnil za to besedo duhovni atelje? Nobeden. V bistvu... Skromna je. Ne, v bistvu je ena moja prijateljica Daisy, so se enkrat nekaj pogovarjale, takrat, ko ona je bila že z mano od samega začetka, ko vse skupaj nastajali, in ona je imela takrat komentar na neko tako temo: ti se mi zdiš tako barvita, lahko bi bila tudi pevka, lahko bi bila tudi slikarka, ti rabiš svoj atelje imeti, ne? In sem jaz takrat rekla, super, bomo imeli pa duhovni atelje. In potem je bilo tudi takrat čisto prvič v Sloveniji, tako v bistvu je tako ideja. Prišla malo z njeno pomočjo, malo moje kreacije, ampak dejansko sem zelo hvaležna za on trenutek. Kristi, sama si omenila, lahko bi bila slikarka, lahko bi bila pevka. Slišali smo te na predstavitvah tudi na klavir igrati, izjemno. Vse to, ampak odločila si se za to življenjsko pot. Kako se je začela? Si že kot 5-letna deklica rekla, jaz bom pa imela duhovni atelje. Rekla sem se, sem to, ne. Ko iskreno povem, ne, moja pot je šla čisto po drugih sferah. V bistvu, ja, moram povedati, da kot najstnica, kot otrok, kakorkoli že, sem hotela biti v umetniških vodah. Definitivno. Jaz sem sebe videla kot učiteljico klavirja, kot glasbenico, kot neko čisto drugo pot. Ampak usodno je imela neke svoje načrte, od poškodb do tega, da nisem mogla več nekako slediti tem sanjam, do tega, da sem popolnoma izgubila sama sebe, do tega, da sem izgubila ljubljeno osebo, kar je bila moja mama, do popolnega psihičnega zloma, in potem je prišla duhovna pot. Duhovna pot ni bila odločitev moja. Če bi se še enkrat šla lahko nazaj, bi danes bila odločitev, ampak sama me je vodila. Jaz sem tako začela, kakor mnogi najini tečajniki, v bistvu kot rešitev za sebe. To je bilo zame rešilni opič. Jaz sem začela z duhovnostjo, zato ker sem si hotela pomagati. Dovolj sem imela depresije, dovolj sem imela tega, sem nesrečna, dovolj sem imela, da se mi ves čas nekaj ruši, ves čas sem zgubljala odnose. Mislim, naporna sem bila tudi jaz, dajmo se zavedati, ampak tako se je začel. Kot rešitev same sebe sem pa hvaležna, da lahko danes midva rešujeva druge ljudi. Ampak se tako gre. Mihael, a si ti predstavljaš, da imam jaz recimo težave z depresijo oziroma z nekimi živcimi, takimi in drugačnimi, in da mi ena oseba, ki je celo življenje poslano bilo, ki se je rodila s srebrno žlico v ustih, mi pol govori, sej bo boljš, če sama ni dala teh stvari, če se ne gre. Zelo težke. Mislim, ljudje načeloma, če bi bili pametni, bi se učili iz izkušenj drugih ljudi, ampak budimo iskreni. Tisto, kar sami izkusimo, dobimo nek notranji spomin, se nam aktivira neko vedenje, znamo to stvar povezati samim seboj in potem jo tudi znamo predati naprej. In še bolj pomembno prepoznati pri drugih ljudeh. To sem jaz videl, ko sem hotel knjigo napisati. Moja prva knjiga je bila napisana drugače pri 22. Ampak, zakaj ni nikoli šla? Zato, ker ni bila napisana iz srca.
ker potem kasnejše obdobje, naslednjih 10 let, ko sem jaz začel delati na sebi, delati z ženskami, slišati jih, ko sem spremenil na vse zadnji odnos do nje. Šele takrat sem bil jaz potem zrel, da sem napisal misionarko karizmatične prihodnosti. No, ampak, ko si bil pa ti majhen, recimo, si verjetno sebe tudi nisi, ali si predstavljal, da boš avtor programov, osebni motivator, izjemen govorec, pisatelj, avtor, ali si predstavljal, da boš to? Sem. A res? Ja, jaz sem že... High five! Že, ko sem bil star 5 let, so me ljudje vprašali, kaj bom, ko bom velik. Sem rekel, takrat nisem poznal te stvari, nisem vedel, kaj imam na voljo. Sem rekel, da bom direktor, zato ker sem takrat poznal direktorje, ki so delali z ljudmi. Vedel sem, da hočem delati z ljudmi in vedel sem, da hočem pomagati jim, ampak nisem vedel, na kak način. Pol me je pot zanesla ven posel, ker sem dejansko delal veliko z ljudmi. In te smo posla, sem bil na enem seminarju, sem bil takrat star 13-14 let, in sem videl enega tipa iz Avstralije. In ta je imel en seminar gor in sem takrat prvič v življenju začutil, to je pa moj life purpose, to je pa nekaj, kar hočem jaz delati. In pa sem začel razvijati seveda za svojo osebnostno resnico, tisto, kar jaz verjamem, da je dobro in kar lahko ponudim, programe, tečaje. Tako so nastali produkti, ki jih delamo danes, kot so tečaj mojster meditacijske terapije, matrica uspeha, Kristin tečaj jasnovidnosti in angelske terapije, tečaj meditacije. In iz tega v bistvu vedno smo poiskali v svetu, kaj je tisto, kar lahko dama, združila to z svojim karakterom, svojo potjo. In zato mi je bilo tako fajn, ko si rekla na začetku, da stvarja moje srca. Ker dejansko vsaka stvar, ki napišemo, prihaja z nami. A to sem rekla? Ja. A ja, nisem slišala. Ne, ker jaz včasih govorim, pa ne vem, kaj govorim, ker dejansko stvari same letijo iz mene. Ampak, okej, pustimo to je druga zgodba. Rabila sta pa verjetno tudi zrcalo, da vidita sebe, da spoznata sebe preko drugega, ker govorimo o dveh posameznikih, ki imata dobro začrtano življenjsko pot in nista samo poslovna partnerja, ampak tudi partnerja v zasebnem življenju. Poročena smo. Poročena. Ja, res je. To zrcalo velikrat usmerjava vase, torej osebno zrcalo en v drugega in potem tudi naprej v ljudi. Mislim, da se veliko zrcali v naših življenjih na splošno, tako tudi ni presenečeno, no, se nekako razkriva. Mogoče bomo kakšni posebni oddaji še o tem, ampak v bistvu zdaj piševa oziroma sva že dokončala knjigo Zrcalo nevidnih svetov ravno v odnosih, ki bo išla 2. decembra z brezplačno predstavitvijo. Saj gledalci si lahko več pogledajo na naši spletni strani, potovanje-duše.si, in tam sva zaupala prvič najino celotno zgodbo. Ljudje naj včasih pogledajo, vidi, da sta fulušna par. Ja, sej sva, sej on je fajn, jaz sem fajn, ampak zadnje je bilo pa veliko pretečene krvi in solza. A so bili NLP, neznani leteči predmeti po luftu? Vse je bilo. Ne, res sva povedala brutalno, iskreno zgodbo. Verjamem, da bova določene bralce prav šokirala, ampak da bojo videli, kako se da dobesedno iz nič in iz toksičnih odnosov zgraditi nekaj stabilnega. Podnaslov knjige je sicer, kako sva postala nepopoln par. Nepopoln srečen par, ampak funkcionirava, rada sama, pa tako naprej. Definitivno sva daleč od popolnosti, ampak sva pa najdela neko bistvo, kaj pomeni zdrav odnos. Bravo, čestitam, vsekakor je to nekaj, kar rabijo. In prej sta omenila, da pravzaprav vsak posebej želi nekaj dati oziroma gleda sam pri sebi, kaj so mu izkušnje in vso znanje in kaj je bilo tisto, da lahko da zdaj naprej. Kaj pa po vajnem mnenju svet trenutno potrebuje in kaj je tisto, kar vidva lahko prispevata, Mihajl? Svet potrebuje nazaj stik s samim seboj. Mi da delamo res ogromnimi masami ljudmi, količinami, ampak vsakim posameznikom tudi posebej. In opažamo, da so se ljudje ujeli v neka razmišljanja, v neka življenja, v kateri so pristali v službah, ki jih upravljajo zgolj zaradi tega, ker potrebujejo neko eksistenco, v nekih odnosih, ki so tradicionalni, pa zato, ker mogoče ni boljšega. Vse take odločitve, ki jih ljudje sprejemamo, nas kar malo odmakne od samega sebe. In če se ljudje začnemo odmikati od samega sebe, izgubimo stik s seboj, izgubimo stik s svojo dušo, svojo kreativo, svojimi darovi, svojimi sposobnostmi, življenjskim namenom. In mi, da smo se odločila, da bomo vsakmu, ki bo pripravljena nama prisluhniti in iti z nama po tej poti pomagala,
da pride nazaj v tisto svojo tirnico, ki je samo njegova, ki ga pele samo proti njegovemu življenjskemu poslanstvu, ne glede na to, kaj ljudje okoli njega delajo ali pa kaj ljudje pričakujejo za njega ali pa za njo. Vsak človek ima svojo resnico in če hočemo slišati svojo resnico in napisati svojo lastno knjigo, narediti svoje lastne programe, svoje lastne podjetje, karkoli je resnica vsakega posameznika, rabimo biti zvesti sebi. In to, da znamo ločiti sebe in okolico od drugih ljudi oziroma sebe od svoje okolice, to dejansko pomagamo ljudem narediti in to je ta duhovnost, ta osebnostna rast, ta pot, katero mi da učimo vsak na svoj način. Ali za potrebe te poti in tega razvoja, ki je torej celostni, torej osebnostna, duhovna rast, na koncu koncev tudi fizične stvari se vržejo v ravnovesje in ravnovesje je pravzaprav druga beseda za zdravje. Ali so za potrebe dosega vse te stvari potrebne delavnice, tečaji, predavanja? Ne, niso potrebne. Jaz mislim, da dosti ljudi, dostikrat tudi v naših branžah hoče malo siliti ljudi, pa to rabiš, pa toliko terapij rabiš, pa točno tako rabiš. Ne, duhovna rast je naše naravno stanje. To pomeni tudi načeloma nas ne potrebuje. Ampak nekateri ljudje, ko živijo ta življenja, ko se počutijo pod stresom, ko se to dogaja, ko tisoč vplivov, ko prihaja iz zunanjih virov, rabijo samo nek prostor, kjer lahko lažje slišijo. Rabijo nek odmik in lažje včasih poslušati nekoga drugega, ki ti govori, kakor če bi sam prišel do spoznanja. Tudi recimo knjige za mene osebno so čudovite prijateljice, jaz jih imam zelo rada, ampak recimo, če pa gledam v primerjavi s tečaji, kaj se zgodi, kje je recimo hitrejša rast, so pa izobraževanja tista, ki definitivno vladajo. Zato, ker če imaš ti mene na drugi strani, ker sem prehodila to pot, jaz vem, kaj pomeni depresija, jaz na vse zadnje tudi vem, kaj pomeni poskus samomora, jaz sem to dala 2-krat čez, a ne? To pomeni, če jaz lahko razumem tvojo bolečino in ti mene nekaj vprašaš, ti jaz znam povedati, ti znam upanje dati. Ja, vem, kako se počutiš, to je prva stvar. Druga stvar je, meni je pomagalo to, poznam znanje, ki te bo podprlo, preporočam ti to orodje, ki bo pomirilo, ne vem, tvoje hormonsko stanje, tvoje razmišljajoče stanje, kakorkoli že. Gre se za to, da imaš v bistvu nekega, jaz bi temu rekla, bolj duhovnega prijatelja, ki lahko vzame tvojo roko in te vodi samo, da ti pokaže pot. Mi se zavedamo, da ljudje vse sami naredijo. Zelo dobro se zavedamo, da nismo neki guruji, kaj namesto njih, pa da smo bolj pametni. Samo v enem kratkem trenutku, ko si ti zmeden in morda ne veš, kako naprej, znamo mi podati roko zaradi tega, da jim lahko pokažemo, lej, tja je pot. In ko grejo na to pot, smo veseli in jim čestitamo in potem grejo oni naprej in naredijo lepe stvari. Zato smo mi tukaj v resnici. Moj pogled pa mi povete, če se motim, je, da mentorja, življenjskega mentorja, prvo kot prvo, smešno se mi zdi, imamo frizerje, imamo, ne vem, mehankarja, imaš svojega in vse te stvari, nimaš pa svojega mentorja za življenje, za vse težave, recimo. Imaš tistih par prijateljev, ki pač, če niso v situaciji ali pa kakorkoli se tudi ne more zanesti na njih. Mentorja se mi zdi, da takega za osebnostno, duhovno rast, da ga enostavno začutiš, da te pokliče. A bi mogel vsak človek, Mihael, imeti nekega takega svojega mentorja, ga najdeti, ga začutiti. To, da smo si najasni, to niso ljudje, ki jih kupiš, ampak ljudje, ki jih začutiš in potem koristiš njihove storitve. Fajn je, da ima vsak človek čim več možnosti v življenju in da ima čim več informacij na voljo. In ja, verjamem, da ima vsak človek nekoga ali pa več ljudi, ki čuti posebno connection z njimi, posebno povezavo, sorodne duše ali pa nekoga, ki mu lahko pomaga osmisliti življenje na drugačen način, tako kot je Krista rekla, predstavi drugačno perspektivo. Mi dva smo na primer za svoje življenje se vedno odločili, da bomo poslušali ljudi, ki nam lahko pomagajo mogoče kakšen najni izziv razrešiti ali pa drugo perspektivo pokazati. Tako da, ja, vsak človek se lahko zase odloči, ali si ga želi, ali si ga ne, je pa definitivno fajn, da imaš v življenju več izbire, več možnosti in nekoga, ki je to pot, katero ti želiš prehoditi, že prehodil in ti lahko z realnimi zemeljskimi izkušnjami in uvidi in osebnimi izkušnjami pove, tukaj je luknja, pazi, tukaj je pet okol, a veš, tam je pa gora, vzam si nahrbtnik zraven pa sem več kot boš lačen. Včasih nam na tej življenjskih poteh, ki mnoge niso lahke, veliko ljudi ima situacije v življenjih, ko se res moramo premagati samega sebe, pa moramo se naučiti novih znanj, ki nam niso vedno na voljo.
Pa fajn je, da imaš mentore takrat, Absolutno. fajn je, da imaš nekoga. Torej gremo po fazah. Prva faza, dobro je imeti izbiro v življenju. In potem, ko vidiš izbiro, ne, in vse ostalo, pride do odločitve. Če govorimo o duhovnem ateljeju in o izbirah, kaj je, Kristi, trenutno aktualnega? Kaj se dogaja pri vaju? S katerimi skupinami začenjata, programi, delavnicami? Mi delamo več stvari, ne. Smo dodali še nek dodaten tim, to pomeni bioterapija, tisto, kar mi dva recimo ne delava in tako naprej. Ampak če govorimo pa o skupinskem, tista, kjer se zgodi ta rast in tako naprej, imava zelo rada večerna popotovanja. Ugotovila sva, da ljudje tako zelo rabijo mir. Rabijo za 2 ure nekam zadihati, samo da si napolnijo baterije, da gre lahko naprej. Zato oba organizirava različne meditacije. To pomeni, to je večerni dogodek, 2 ure, ampak se vseeno raz zgodijo, ne. In predvsem ljudje dosežejo ta mir, to pomeni, ne vem, Mihael ima svoje meditacijske te terapije skupinske, tudi tibetanske sklede igrajo, imam vodene meditacije. Če govorimo pa malo bolj specifičnih zadevah, imamo pa kar izobraževanje. Jaz ta vikend začenjam res polnimi skupinami tečaj meditacije in ta drugi tečaj razreševanja podzavestnih vzorcev. Imam pa še v načrtu predvsem tisto, kar ljudi trenutno zelo zanima, tečaj jasnovidnosti, angelske terapije, posvetila se bo tudi predstavitvi knjige. Mihael ima pa malo bolj specifične, taka zelo kozmična popotovanja, najbolj da kar sam pove, glede na to, da je to bila njegova iniciacija. Ja, je pa tečaj mojster meditacijske terapije, tečaj, na katerem pomagamo vsem, ki si želijo stopiti na to pot, prebuditi mojstra nekoga v sebi, ki zna brati te nevidne energijske vzorce, nevidne poti duše, nevidne karmične odločitve, zna razumeti stvari ne na samo zemeljski način, ampak tudi na višji duhovni način, na eterični način, astralni način. In pa tečaj matrica uspeha, ki dejansko pomaga ljudem sestaviti življenje, energijo od fizičnega aspekta pa tja gor do naše duše in vse vmes. Spet zopet ravnovesje, tako kot si prej rekla. Bi pa mogoče se skrivnostno najavo v začetku naslednjega leta prihaja pa en izjemen tečaj o leadershipu, o modernem voditeljstvu, ampak Za poslovneže? za vse ljudi, ki želijo stopiti na svojo pot kreacije in prevzeti odgovornost za vse svoje sanje in za tisto, kar lahko doprinesejo svetu in sebi. In bo vključeval vibracijo Atlantisa. Ja. Se mi zdi, da je to izjemno aktualna, zanimiva tematika. Prej sem omenila za podjetnike, ker če pogledamo recimo statistiko zadnjih let, število samostojnih podjetnikov, bum, Raste. vse raste. Ampak kar recimo vidim je, da nekateri ljudje nimajo ravno tiste žilce, v tem smislu, da bi znali voditi samega sebe in svoje podjetje kot samostojni podjetnik in jim ravno te vodstvene sposobnosti manjkajo. Da ne govorimo o vsakdanjih ljudeh, ki so pa mogoče brezposelni, tisti pa sploh mogoče imajo težave. Tako da Obstajajo določeni principi, kako delujemo ljudje sami s seboj. Takrat je zelo varna cona, takrat se zelo poznamo, zelo vemo, s kom delujemo. Ko moramo pa enkrat se izpostaviti, pri drugih ljudeh zgraditi nek tim, neko ekipo in potisniti neko energijo naprej za to, da se stvari zgodijo, takrat pa nekdo, ki nima teh izkušenj, pa zna, to mogoče malce težje naredi. Ampak to tudi mi pomagamo ljudem. Recimo del naših tečajev je, mi znamo biti tudi zelo zemeljski, ne? Zavedamo se, da duhovne sfere so en poseben blagoslov, ampak da je treba delovati tudi na zemlji. To mi tudi učimo ljudje, kako postavljati neke lastne prakse, kako biti predan, kaj vse treba v resnici za to narediti, da ti priješ do nekega tisto, kar bi označili kot uspeh, tako naprej. Tako da, to vse lahko pridobiš znanje od nekoga, ki je to pot prehodil. Tako da, jaz definitivno ljudi spodbujam, da ne grejo na samostojno pot, ne se ne bojijo, ampak seveda moraš pa ponovno iti s tistim tvojim ruzakom in sendvičem noter. Kristi, midve imava zelo rade rožice, pa ptičke, pa vse te lepe stvari, ampak osebnostna duhovna rast pa niso rožice, pa ptički, so tudi kakšne take konkretne skale, ne? Ja, so. So tudi rožice in ptički, ampak ko prideš do unih ptičkov, moraš včasih to narediti tako, da naložiš kup enih skal in potem te skale preplezati, pa prideš do tja. Ne romantiziramo tega, kar se na svetu dogaja, kar se v nas noter dogaja,
Ampak na vse zadnje bi pa radi ljudem sporočili, preveč je robotov se zadnji čas srečala, imaš rutino, to je treba narediti. Zemlja je dejansko lep kraj in veliko izkušenj tam zunaj, ki obstajajo, ki jih lahko ujamemo, ne. Sam moramo jih pa videti, ne, in da bojo te ptički zapeli, bomo te skale prehodili in potem jih bomo našli in bomo peli skupaj z njimi. Mihaj, še vedno v moji glavi odmeva to, kar si rekel, da vzamemo življenje v svoje roke, predvsem podatek, zgrozila sem se, ko sem ga prebrala, mislim, da je bil dr. Jurij Jacko, ki ga je navedel, da smo zgolj 3 minute v povprečju skozi celoten dan svobodni, vse ostalo smo na avtopilotu. Tiste 3 minute smo najverjetneje v stiku s seboj, ne? In v ostalih tisoče in tisoče minut se ukvarjamo s stvarmi, ki so okoli nas. Se pravi, ti bi rad podaljšal te 3 minute. Na en večer, pa dan v tednu, ali pa mesec v letu, ali pa še več. A si predstavljaš za enega človeka, ki 3 minute na dan svobodno razmišlja, in to je povprečen človek, in iz teh 3 minut, da dobi že 30 minut, kakšna razlika je to? 10-kratna. Spremenjeno življenje. To je spremenjeno življenje. Kakšni so načrti za prihodnost, poleg predstavitve nove knjige v decembru torej? Načrti za prihodnost so definitivno trenutno, se bomo sfokusirali na ozaveščanje. Ozaveščanje ljudi, ravno to, kar smo rekli, čim več meditacije spraviti ven, da bo ljudje začeli nekako svojo energijo širiti. Osebno, kar jaz vidim, ti boš zase povedal, s kakšnim namenom, zato, da bodo ljudje srečni, to je ena stvar, ampak druga stvar je, na področju odnosov se ogromno dogaja. Ljudje niso srečni, ogromno je prepirov, na vse zadnje napadov, to se tudi v svetu odraža, ne. Prišel bo čas, ko bo treba vsakega posameznika spremeniti, njihove odnose med sabo spremeniti, zato da bomo odnos do sveta spremenili. In definitivno, če gledam zase, želim to narediti z ljudmi, ne. Jih ozavestiti, da ne gre se več tukaj samo za nas, narava nas kliče, živali nas kličejo, pomagati je treba, ne. Vse okrog nas nekako zelo zna usihati in umirati. Nihče ne spremlja recimo teh števil, koliko nas narava potrebuje. In samo, če bomo mi sestavljena bitja, ki bojo živela v skladi same sabo, bomo mi to zemljo spravili na to, kar je nekoč bila. Nas pa čaka kar veliko dela. Kristi, Mihajl, najlepša hvala za tale čudovit klepet in predvsem za ta občutek, ki ga imamo v sebi, še več tistega zagona, tako da hvala lepa za vse tole. Spoštovani gledalci in gledalke, mi pa bomo zaključili z eno mislijo, ki vam morda ne bo dala spat. Upam, da ne. Vsaka lahka pot sčasoma postane težka. In vsaka težka pot sčasoma postane lahka. Kako boste izbrali?